Lazori, ki je danes skupaj tukaj. Jaz sem vesel, da lahko počujem skupaj z vami, ker je danes veliki praznik. Poslušali smo Božjo besedo, ki smo jo pravzaprav poslušali skupaj s to sliko, ki je tu zadaj lepo naslikana in govori o današnjem prazniku, o Marijinem nebovzetju. Marija je resnično prva med tistimi, ki so Jezusu sledili, ki so šli za Božjim glasom in je prva med tistimi, ki so odprli svoja srca Svetemu Duhu, da je Bog vstopil v njihovo življenje in da je, tako kot je bilo rečeno v Evangeliju, naredil v njenem življenju velike stvari. Vsi smo pravzaprav poklicani, da postanemo učenci Jezusa Kristusa, da se tudi mi odpremo Božjemu glasu, Božjemu klicu in nas vabi, da postanemo Božji otroci. Vsi smo povabljeni k temu, ampak kako se to odzove, kako komu v naši slabotnosti uspe slediti Božjim pobudam in vsem tem sredstvom, ki so nam razpolago za to, da lahko Jezusa sprejmemo za v svojem življenju. Nekoč je Jezus, tako kot je bilo običajno, ko je on učil in zdravil mnogi, ki so bili bolani, je tako počel v enem trenutku in iz tiste množice, ki ga je spremljala ob tem, je neka žena zaklicala: blago telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile. In s tem je mislila na njegovo mater, ker je tako velikega preroka, kot so ga takrat gledali, in Mesijo, kot so mnogi verovali za njega, ker je ona mati tega človeka. In kaj je Jezus rekel takrat, ko je ta žena povedala? Jezus je rekel eno besedo, ki mogoče se nam zdi, da govori nasproti temu, da bi potrdil svojo mater Marijo kot tisto, ki je najvišje postavljena med tistimi, ki sledijo Jezusu. Rekel je, za razliko od tega, kar je rekla žena, da blago telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile, je rekel Jezus svojim Duhu in darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Isusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno življenje, je vzel Duh, se zahvalil, ga razdobil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kirih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kirih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva od odpuščanja grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Na Marijino priprošnjo nam podari zdravje
naj se pridružimo hvalnici vsega stvarstva in te slavimo po Tvojem Sinu Jezusu Kristusu, našem Gospodu, ki živi in kraljuje vekoma. Amen. Zdaj pa jaz nakratko samo obvestila v zvezi z tem, kar je pripravljeno. Tule na stranskih oltarjih imate spominske svečke, blagoslovljeno vodo v plastenkah, potem blagoslovljeno cvetje. Na tej strani so prav šopki narejeni, zato morda date kakšen prostovoljni prispevek, kakor je tudi zapisano. Medtem pa na tej strani vzamete lahko gratis, kar se tiče blagoslovljenega cvetja. Vemo, kaj nas čaka se jutri. Zdaj bi dal jaz samo besedo naši Alenki, ki bo... Da se mu zahvalim tudi njim. Kajti letošnje praznovanje 250-letnice Romarske cerkve Svetega Roka smo zasnovali široko in s podporo številni. Tako naše društvo 1824 pojmovano v sončkovem letu počasi pa vztrajno sega na različna področja in povezuje različne pomembne dogodke oziroma dediščino mesta s sodobnostjo. Že v ustanovitvi društva je pomemben člen v našem razvoju ravno oče Boris Baskašič, ki je ustvarjalen tudi na oblikovalskem področju. Tako je zasnoval logotiv društva in letos tudi znak praznovanja 250 Rokove cerkve, ob tem pa tudi nov logotip naše župnije, ki simbolizira mučeništvo našega zavetnika svetega Lovrenca. Že v začetku leta aktivno sodeluje pri oblikovanju gradiv, s katerimi opozarjamo in promoviramo obletnico. Tako je pripravil 3 plakate za 3 koncerte. Če se še spomnite, aprila je te cerkvi pela Diva oziroma mešani pevski zbor Diva Brežice, maja zbori in skupine z Bistrice v Sotvi, glasbena šola in sotoliko junija pripravljajo odličen koncert. Vmes pa je oče Boris Baskašič zasnoval še zastavo, ki v bistvu visi tako v naši župnijski cerkvi, kot tudi tukaj v Rokovi, priložnostno znamko, kuverto, podobico, magnete, zahvalno listino in brošuro, ki smo izdali v tej priložnosti in bo
Raziskave v koncu prejšnjega stoletja so pokazale, da se pod tlakom cerkve skrivajo zidovi dveh njenih predhodnic. Prvotno je bila cerkev posvečena depozitu divjih tako za približno eno leto, dokler niso postavili današnje življenjske cerkve, postala središče goriške življenje. Prosi, mučenik ljubezni, spoznavalec Sveti Rok, da nas strašne kuge greha obvaruje dobri Bog. Reši hude nas bolezni, varuj vsakih nas nadlog, da bo na priprošnjo tvojo poveličan večni Bog.